Pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločila posneti en tak maturantski oziroma poročni make-up. Make-up, ki je primeren predvsem za posebne priložnosti. Če hočete, ga lahko nosite tudi za čez dan, za v službo, odvisno koliko si upate. Tokrat sem se lotila make-upa z odtenki, v katerih nisem domača, kar se tiče make-upa, ki ga delam na sebi. Zelo redko kdaj se zgodi, da si bom naredila v teh odtenkih make-up, ampak ker sem nekaj časa nazaj dobila tole paletko od Urban Decaya, se pravi Naked Cherry, so mi bili odtenki tukaj noter ful lepi in sem vsekakor hotela posneti video s to paletko. In ker se približujejo maturantski plesi in pa sezona porok je tudi takoj za vogalom, sem se odločila pač narediti tale make-up. Jaz upam, da boste uživali v videu. Ne pozabite se v spodaj pofočkati v komentarju, lajkati video, če vam je bil všeč. In to je to. Gremo v video. Dajmo začeti najprej s primerjem. Kakor veste, jaz vedno poudarjam, da je vedno dobro dati primer, preden pač nanesemo tekočo podlago. Zakaj? Zaradi tega, ker je obstojnost veliko daljša s primerjem in pa predvsem dobro negovano kožo. Tako da jaz dnevno kremo sem že dala gor, tako da se je že upila v mojo kožo. Primer bom pa danes uporabila enega, ki ga testiram zdaj že po moje kakšen mesec ali pa mogoče mičkan manj, od Revolution Pro Pore Primer. Se pravi, to je primer, ki zafila pore in v bistvu naredi bolj tak gladek efekt na koži. Nanesla ga bom recimo količino neko tako kot za majhno grahovo zrno in ga v bistvu nanesem tam, kjer so najbolj vidne pore. Ok, tekoča podlaga. Zdaj, moja najljubša že kar nekaj časa, ki jo zase v bistvu uporabljam, je Estée Lauder Double Wear. Trenutno sem med dvema odtenkoma in mešam. To je moj zimski odtenk, se pravi takrat, ko sem res najbolj svetla in je v odtenku Bone oziroma 1:1. To je pa moj poletni sicer odtenk, ampak če nisem veliko na soncu. Se pravi, ko sicer potem nimam, ampak ne ful, ta je v odtenku Rattan 2:2. Imam pa danes tukaj še enega novega, ki mi ga je dala, v bistvu posodila mi ga je Doroteja, da ga sprobam, ker se v kratkem s Klemnom odpravljava na eno potovanje in pač ne želim vsak dan nanašati teh težko prekrivnih pudrov oziroma zelo prekrivnih pudrov. Mi je posodila tegale od znamke Ni Makeup. Tole je Absolute Perfection Foundation z vitaminom E in sicer tale v odtenku porcelan, ampak je pa daleč od tega, da bi ime ustrezal odtenku. Odtenk tega je meni na roki deloval skoraj identičen kot tale moj ta temnejši puder, kar pomeni, da je z rumenim podtonom oziroma z tem zlatim golden podtonom in pa precej temen oziroma ni toliko svetu, kakor bi nekdo pomislil, ko sliši ime porcelan. Tako da zmešala bom kombinacijo vseh teh treh pudrov, bom na roki si zmešala in potem nanesem z gobico, dobro zabrišem in potem gremo naprej. Zaenkrat tale puder, se pravi ta od znamke Ni Milano, zgleda kar v redu. Feeling na koži je ful prijeten. Definitivno se ga ne čuti toliko, kakor tega od Estée Lauder. Malo bolj deluje vlažilen, ampak v resnici, ko se gledam tukaj od blizu v ogledalo, na koži ni tak, kako bi rekla, glowy ali pa da bi izgledal masten. Samo feeling je tak, jaz čutim, da je pač malo bolj, kako bi rekla, hranljiv, vlažilen. Verjetno to zato, ker ima ta vitamin E noter, pa ker je pač malo bolj, kako bi rekla, tekoč, ker je vse na kapalko. Korektor je vedno fajn nanesti, se pravi na predele za osvetljevanje. Jaz bom danes uporabila kombinacijo dveh korektorjev od znamke Makeup Revolution v odtenkih C6 in pa C2. Spet bom malo pokombinirala, zaradi tega, ker mi je trenutno C2 presvetel, C6 mičkam pretemen, tako da sem lih nekje vmes. Je pa fajn, ker imajo v teh korektorjih ful dobro izbiro odtenkov in sem prepričana, da boste najdle kakšnega zase, no tako.
Ko je enkrat korektor gor, je vse skupaj potrebno nujno zafiksirati. Jaz bom vzela transparentni puder v prahu, ja, se ga vidi. Tale konkretno je od znamke RCMA oziroma RCMA. Najrajši imam v bistvu transparentnega, pa da je fino zmlet zaradi tega, ker ne spreminja barve podlage, pa zelo lepo zafiksira in pač podaljša obstojnost celotnega make-upa. Potem pride na vrsto, se pravi, senčenje in pa osvetljevanje obraza. Zraven valjda spada tudi rdečilo za lička oziroma blush. Tako da jaz bom danes to vse skupaj naredila z tole paletko od Makeup Revolutiona. Vzela bom kombinacijo teh treh senčk tukaj spodaj in pa za lepši prehod bom vzela od znamke Physicians Formula Butter Bronzer. Tako. Vse skupaj bom nanašala s čopičem, ki je postran odrezan, ampak mečkam bolj flat, zaradi tega, da bo nanos mehek in pa lepo zablendan. Dobro, zdaj gremo pa naprej na rdečilo za lička. Jaz običajno uporabljam rdečilo za lička v bronastih, mislim, takih bronzi, mareličnih, oranžkastih odtenkih, ker se mi zdi, da na moja polt pač lepš paše, oziroma jaz se bolj počutim v njih. Ampak za današnji make-up, glede na to, da bo bolj v takih marelično-rozastih odtenkih, bom vzela kombinacijo dveh blushov in sicer oba dva sta od MAC-a, ta prvi je Melba, ta drugi je pa Pinch of Peach. Bo oba blusha zmešala na čopiču in pa nanesla na, se pravi, vrhnje dele ličk, kadar se nasmejimo, ponavadi ven stopijo, tako da tukaj in zabrišem proti sencem gor. A ja, pa še to upam, da vas ne moti tale snop svetlobe. Nažalost nimam zraven okna, sicer sem žaluzija dol dala, ampak danes imamo sonce tukaj in mečkam čez pronica, ampak bom poskušala, da bo čim manj moteče, no, tako. Zdaj pri highlighterju je tako, če gre za večerni make-up, lahko z njim mečkam bolj pretiravate. Če vam je pač to všeč, če ne, se lahko držite tudi takih manj opaznih. Jaz iskreno imam rada mečkam bolj močne, tako da bomo danes nanesli dva. In sicer prvi je Limited Edition od Essence Cosmetics, tega sem tudi že fulkrat omenjala na mojem kanalu. Nažalost ga ni več v prodaji, ker je pač bila to neka omejena izdaja. Ta drugi je pa moja nova pridobitev, ki je pa tudi precej močen. Colourpop v odtenku Flexiterian. Druga dobra izbira, glede na to, da Colourpop lahko dobite samo po pošti oziroma iz tujine, je pa Revolution Pro paleta 4 senčil oziroma, kaj jaz govorim, 4 highlighterjev in tale zgornja dva, se pravi tale šampanc rose gold barva in pa tale srebrnkast bel, sta bolano lepa, pa v bistvu so vsi štirje dosti fino zmleti, da niso tisti veliki koščki bleščic vidni. Za obrvi bom jaz danes uporabila v bistvu senčko, rjavo senčko pa čopič, tako da dajmo to preskočiti, zaradi tega, da pač ne bo video predolg, pa da se potem res lotimo učk. Zdaj pa na vrsti paletka. Danes bom uporabila tole Naked Cherry paletko od znamke Urban Decay. Ne bi rekla, mislim, da lani ali pa mogoče celo 2017, konc 2017 oziroma v 2018 je ta znamka prišla tudi v Slovenijo. Dobite jo v Millerjih, zdaj ne ima v vseh, vem, da sigurno imajo to znamko v Millerju, v Ljubljani pa BTC-ju. Paletka od znotri zgleda takole. Kakor vidite, so noter take marelične pa vijoličkaste oziroma rozaste barve. Itak ime palete vse pove.
Tako da, jaz bom danes v bistvu naredila kombinacijo teh dveh, kako bi rekla, barvnih spektrov, oziroma teh odtenkov, ne. Zdaj začela bom s temi majčkam bolj svetlimi, tele dve bosta recimo za prehodno barvo, potem se bom pa mogoče majčkam bolj za zatemniti zunanji kotiček osredotočila v tele dve, ki sta tudi mat, se pravi majčkam bolj rozaste, te dve sta majčkam bolj marelične, malo bolj rozaste, po sredini oziroma na notranji kotiček. Bom pa danes nanesla tale Colourpopov highlighter za osvetlitev. Malenkost tele senčka, ne vem, če se dobro vidi, ampak tale je taka oranžno-rozasta, dejansko pod kotom, ko jo pogledaš, zgleda roza, ko jo gledaš direktno naravno, zgleda majčkam bolj oranžkasta, marelična, tako da ta bo šla pa v bistvu na sredino, na center premičnega dela veke. Učki so zdaj gor, manjka mi v bistvu samo še maskara pa umetne trepalnice, to bom zdaj naredila off camera in potem se vrnem nazaj, da naredimo še usta, pofiksiramo in je make-up zaključen. Takole izgledajo oči, meni so ful všeč, čeprav moram povedati, da to niso odtenki, katerim bi se jaz redno zatekala. Jaz, kakor sem že povedala, za lička sem bolj domača v marelično-oranžkastih, rjavih, če hočete bronastih odtenkih, ne toliko pa teh rozastih, vijoličnih. Ampak mi je tale make-up precej všeč. Za usta bom danes uporabila kombinacijo lip linerja enega starega že od Essensa. Tale je v odtenku Satin Mauve in pa potem bom čez nanesla Velvet Teddyja od MAC-a. Zakaj? Zaradi tega, ker odvisno od tega, kakšno barvico date zraven z Velvet Teddyjem, tako se bo obnašal. Se pravi, glede na to, da bo zdaj tokrat malo bolj rozasta zraven, se bo pač to rjavo, kakršen je odtenk, potegnili majčkeno bolj na roza rjavo. Če date zraven čist neutralno rjavo, bo pač potegnili na klasičen rjavo odtenk šminke. Tako da samo obrobam ustnice in nanesem šminko. Zdaj še pošpricamo in je to to. To je končan make-up, jaz upam, da vam je všeč. Kakor sem že rekla, to niso odtenki, ki bi jih jaz ponavadi nosila, ampak zadnje čase mi je tale barvna paleta na očkah ful všeč. Definitivno je to make-up, ki je ful primeren za maturantske plese, za kakšna praznovanja, za poroke, za razne priložnosti posebne, no. Ali pa lahko tudi, če si želite, če si upate, je pač to vaš dnevni make-up, po želji. Ne pozabite, make-up je zabaven, make-up se da spucati zvečer dol, tako da dajte preizkušati nove stvari, probite, kaj vam paše. Spodaj v komentarjih mi napišite, kakšen maturantski make-up bi se mogoče še želeli naučiti in ga lahko posnamem, se pravi tam, preden se začnejo maturantski plesi, recimo v februarju ali pa začetek marca recimo. Ne pozabite mi slediti tudi na Instagramu, @KatjaSpanka.
Tukaj na YouTubeu kliknite subscribe oziroma naroči se pa tisti zvonček, ki je zraven. In to je to. Lajkite ta video, če vam je bil všeč. Hvala, da ste me gledali in se vidimo naslednjič. Čau!